Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, veliko čast mi je, da vas pozdravim na znanstvenem večeru, ki ga organizira Univerza v Novi Gorici, in v veliko veselje mi je, da lahko danes pozdravimo kot predavatelja profesorja Rudija Podgornika. Par besed predstavitve za tiste, ki ga ne poznate. Jaz ga poznam že zelo dolgo. Je profesor na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, diplomiral v Ljubljani, magistriral v Ljubljani, doktoriral v Ljubljani, vse precej na hitro, zato ker je imel dobre mentorje. Potem je pa videl, da mora iti malo po svetu. Najprej je šel na ameriški NIH, to je National Institute of Health, kjer je kar vsa ta leta obdržal več ali manj stalne stike in tako, če mu postane življenje malo neprijetno tukaj, gre pač tja in potem pride nazaj. Bil je na daljših obiskih v Lundu na Švedskem, v Santa Barbari, v Združenih državah Amerike, v Orsayju, v Franciji, Aspen Institute for Physics in tako naprej. Njegova dejavnost je precej raznolika, ampak v osnovi bi jo lahko klasificirali kot teoretsko biofiziko, skratka nekaj, kar je z bio povezan, pa nekaj, kar se računa. Zna pa tudi eksperimente narediti, in ko je s čisto teoretskim doktoratom odšel v Ameriko, so bili impresionirani, da znajo slovenski teoretiki tudi eksperimentalno delati, tudi mi smo bili navdušeni. Skratka, njegova dejavnost je v bistvu teorija, povezana z eksperimentom, ki jih dela ali sam, ali pa hodi okoli pa prepričuje druge ljudi, da morajo narediti kakšen eksperiment. Začetek dejavnosti je bil z biološkimi membranami, ionske raztopine, polielektroliti, statistična mehanika takih stvari, DNA, pakiranje v majhnih volumnih, hidracija, van der Waalsove sile, polimeri, adsorpcija, merjenje medmolekulskih majhnih sil z ozmotskim pritiskom. In sedaj v današnjem predavanju bomo slišali fizikalen pogled na viruse, kar kaže celoten razvoj biofizike v zadnjih desetletjih, ki je začela z dosti umetnimi membranami, nič življenja, in zdaj prehaja vsaj s fizikalnim pogledom na najenostavnejša živa bitja, v narekovaju seveda, če virus lahko tako imenujemo. Množico člankov je napisal, ki so izjemno citirani, skupaj ima citatov čez okoli 1500. Najbolj citirano delo je iz leta 1997 v Journal of American Chemical Society, sodelavci iz National Institutes of Health, in ta članek omenjam zato, ker je bil tudi Slovenec, nažalost pokojni Danilo Lasič kot soavtor. Kar pomeni, da smo Slovenci na tem biološkem področju, biofizikalnem področju kar močni, četudi je ta biofizika v času, ki sem ga jaz preživel, šla skozi obdobja, ko so pri diplomi spraševali človeka, ker je rekel, da je delal diplomo iz biofizike, da to pri nas ne obstaja, takrat kaj drugega. V tistem obdobju se je lepo po srbsko reklo tudi, jaz sem biofizičar,
ne, kar pomeni, da tega ni. Rudi je dobil tudi vse nagrade, ki takmu človeku pripadajo, nagrado sklada Borisa Kidriča, Zoisovo nagrado leta 1999, NIH Directors Award vmes. Tako da mu lahko samo čestitamo in smo pripravljeni poslušati predavanje. Hvala lepa, Boštjan, za tole prijazno predstavitev in hvala tudi Danilu za povabilo, ki sem ga z veseljem sprejel in potrdil. In zanimivo je, da ste prišli v tolikem številu, to je zelo lepo, upam, da boste vsi izvedeli nekaj zanimivega, ne, in se ne boste dolgočasili. Fizika virusov. Kako bi začel? In odločil sem se, da bom začel takole. Predstavljajte si vodno gladino in v to vodno gladino vržemo en kamen in vidite, da se na vodni gladini začne širiti krožen val, to je površinski val na vodni gladini, ki ima zelo karakteristično obliko in vsi to poznate, to mi ni treba razlagati. Če vržem dva kamna v vodo, seveda dobim dve vrsti valov. In tukaj vmes vidite, kot temu rečemo v fiziki, interferenčno sliko, kar pomeni, da se ta valovanja na površini med sabo seštevajo in tvorijo en zelo poseben vzorec. Vsi ste to že opazili v naravi. Če vržem v vodo mnogo kamnov, dobim mnogo valov in tudi ta vzorec postaja vse bolj zapleten. In recimo mi fiziki znamo iz tega vzorca, tudi če ne vemo, kam točno so bili vrženi kamni, zračunati, kam so bili vrženi. In temu fenomenu, kot sem rekel, se reče interferenca. In velja seveda za površinske valove na vodni površini. Podobno velja tudi za druge valove. In Thomas Young v 18. in začetku 19. stoletja je bil prvi, ki je ugotovil, da svetloba predstavlja podobno valovanje, kot je valovanje vodne površine. In ne samo to, ugotovil je, da če v svetlobno valovanje seveda ne moramo vršiti kamnov, ampak če postavimo dve reži, skozi katere gre svetlobno valovanje, se na drugi strani ravno tako zgradi interferenčni vzorec, ki ima določeno prostorsko strukturo in ta vzorec lahko posnamemo na fotografsko ploščo, ki jo postavimo na drugo stran za zasloni. Thomas Young je bil zelo zanimiv karakter. Za njega velja, da je bil eden od zadnjih naravoslovcev, ki je v svojem času obvladal celotno znanost. Ne samo naravoslovje, ampak ukvarjal se je tudi s takimi stvarmi, kot so tukaj narisane. Namreč Thomas Young je bil prvi, ki je dešifriral pomen nekega zaporedja egipčanskih hieroglifov in to teli hieroglifi tukaj, ki pravijo, on jih je dešifriral kot P, T, O, Lo, Ma, I, Oš. Vsi veste, koga predstavlja ta hieroglif. In drugo, kar je ugotovil, da v egipčanskih hieroglifih obstojajo tako imenovane kartuše in to, kar je v kartuši, je lastno ime. To je Thomas Young, vse je pogruntal. Šele kasneje, za njim je prišel Šampollion in pač do konca raziskal naravo hieroglifov. Torej, Thomas Young je dve pomembni odkritji. Odkril je, da je svetloba valovanje, da dela interferenco v prostoru, da to interferenco lahko zaznamo na zaslonu, če ga postavimo nekje v prostor, in hkrati odkril tudi, oziroma je začel odkrivati naravo hieroglifov. Interferenca svetlobe seveda ne velja samo v vidnem področju. Svetloba, veste, obstoja v vidnem področju, pa tudi v drugih, recimo rentgenskem področju, ultravijoličnem in tako naprej. In ta področja se razlikujejo po valovni dolžini v te svetlobe. Če je valovna dolžina okrog 1 angstroma, govorimo o rentgenski svetlobi, če je 1000-krat večja, približno je vidna svetloba. In kmalu se je ugotovil, da če to rentgensko svetlobo, to se pravi z majhno valovno dolžino, pošljemo na en sam delc, potem ta delc ustvari valove, ki se širijo v vse strani enakomerno in izotropno. Če pa pošljemo to isto svetlobo
rentgensko svetlobo na kristal in tukaj vidite tale kristal, ne vem, kaj tole gor počne, pač se nisem mogel lozati tega gor. Ampak tole je kristal, ne? In če pošljemo svetlobo, rentgensko svetlobo na ta kristal, dobimo zadaj za kristalom interferenčen vzorec, tako kot ga dobimo za režami, na katere pada svetlobno valovanje. Ta vzorec je zelo zapleten, kot lahko tukaj vidite, in vsaka kristalna struktura ustvari svoj vzorec. Tukaj vidite 4. Človek, ki je prvi to opazil, je von Laue in ne boste verjeli, to je njegova prva slika, tale zmazek, in iz tega zmazka je von Laue zaključil, da se da rentgensko svetlobo na kristalih sipati. Seveda, človek mora marsikaj vedeti, da v tem zmazku vidi nekaj, kar je vredno razložiti oziroma kar ima neko fizikalno realnost. In von Laue je to ugotovil in pač zato tudi dobil Nobelovo nagrado 1915. leta. To se pravi, rentgenska svetloba se, zaradi tega, ker ima zelo majhno valovno dolžino, siplje na strukturah, ki so ravno tako majhne in to so predvsem kristali. Siplje se v pravilnem vzorcu, zato ker so tudi kristali pravilne strukture. Kmalu, ko je postalo jasno, da se da rentgensko svetlobo sipati na kristalih, so ljudje začeli sipati to rentgensko svetlobo na vseh mogočih stvareh, med drugim tudi na DNK. Tukaj jo vidite. In tale mali filmček vam predstavlja DNA, kako se združi s proteini. Iz tega nastajajo tako imenovani nukleosomi. Tole, naslednji. Nukleosomi 2,5-krat se DNA zavrti okrog njih in nukleosomi v tej sekvenci, ki jo boste videli, poglejmo, počasi vodijo do kromatina oziroma do kromosomov. In če to DNA, ki je v kromosomih, izoliramo, lahko na njej sipljemo rentgensko svetlobo, tako kot na običajnem kristalu. In to so ljudje začeli početi v 40. letih prejšnjega stoletja in tale dva gospoda, Maurice Wilkins in pa William Astbury, sta bila prva, ki sta se ukvarjala s tem in dobila takšnole interferenčno sliko zadaj za kristalom, ni čist kristal, ne, mora bi biti mogoče malo bolj natančen, ampak za te potrebe je to dovolj, to se pravi, če pošljemo svetlobo skozi neko gosto fazo DNA, rentgensko svetlobo dobimo na drugi strani neko takole sliko. In s tole sliko se je Maurice Wilkins pokazal v Neaplju leta 1951 in tam srečal Watsona, iz Watson in Crick tandema in the rest is history, kot pravijo. Ampak ne bomo šli še takoj tja. Kaj rabimo, da dobimo uklonsko sliko na DNA-ju? Rabimo urejen vzorec DNA-ja. Tega ni trivialno narediti. Kako to naredimo? Predvsem se učimo v naravi in se učimo pri pajku. Tole je pajkov zadek in vidite niti pajčevine, ki jih pajk spleta in sicer jih spleta na tak način, da skozi eno odprtino iztiska polimer, ki se na zraku uredi v dolge niti in te niti predstavljajo pač to, kar vidimo v pajčevini. Z DNA lahko naredimo podobno stvar. Najprej jo raztopimo v raztopini, tukaj imate raztopino DNA, tale prozorna tekočina, in potem iz tele raztopine DNA potegnemo vlakno. Tukaj vidite, kako ga nekdo vleče ven. To je vlakno in če ga zadosti dolg vlečemo, je tako, kot da bi pajk iztiskal to DNA iz tele odprtine, recimo tukajle, in dobimo urejeno nit DNA-ja. In mikroskopska struktura te niti je takšnale. Takole zgleda mikroskopsko. To so molekule DNA, vse kažejo v isti smeri in so zadosti urejene, da se da na njih sipati rentgensko svetlobo. Najboljše sipanje rentgenske svetlobe na teh vzorcih DNA niti je predstavlja delo Rosalind Franklin. Mogoče poznate njeno ime, mogoče ne. To je tretji človek, ki je pomemben za odkritje strukture DNA-ja, medtem ko sta Watson in Crick pač teoretično razglabljana in prišla do teoretičnega modela strukture DNA-ja, je Rosalind Franklin to strukturo tudi pred njima opazila v sipanju rentgenskih žarkov. Je tudi edina od tega trija, ki ni dobila Nobelove nagrade, predvsem zato, ker je umrla stara 38 let, 1958. Nobelova nagrada za odkritje DNA je bila podeljena 62. in se ne podeljuje posthumno.
Franklinova je v nekem smislu tragičen karakter, ne, predvsem zaradi tega, ker Jim Watson, kasneje, ko je pisal o odkritju DNA-ja, je njeno vlogo popolnoma zmaličil in napisal precej žaljiv komentar o njej. In kot zanimivost naj povem še to, da je bila med leti 51 in 54 večkrat v Ljubljani. Jaz sem se pogovarjal s profesorjem Hadžijem, ki je bil njen povabitelj in je prišla v Ljubljano, zato ker sta skupaj delala na rentgenski sipanju premogov. To je bila ena tema iz druge svetovne vojne, premogi so pomembni za plinske maske in Rosalind Franklin se je s tem ukvarjala kot del tega, čemur se je v Veliki Britaniji reklo war effort, ne, in se je s tem ukvarjala tudi kasneje po vojni. Umrla je za rakom, verjetno misli se, da zaradi tega, ker pač standardi manipuliranja rentgenskega sipanja takoj po vojni so bili izjemno slabi. Jaz mislim, da se je gledalo na to, da če je človek preživel vojno, pol mu itak nič drugega ne more doživljati. Tako da so počeli z rentgenskimi žarki to, kar je danes absolutno prepovedano. Torej, tole je njena znamenita difraktogram 51, na osnovi katerega, ne bom šel v detajle, kako sta Watson in Crick prišla do dvojne vijačnice. Ob 50-letnici odkritja strukture DNA sem jaz posnel isto sliko, tako da lahko vidite, kakšen je napredek v 50 letih. Ne samo to, jaz nisem kvalificiran, da delam z rentgenskim sipanjem, to je, lahko rečem, moj hobi, ampak vseeno mi je uspel narediti veliko boljšo sliko kot Franklinov. To je pač posledica tega, da so pač vse metode danes toliko boljše, optimizirane, itd., itn. In celo nekdo kot jaz, ki o tem praktično nima pojma, je sposoben boljšo sliko posneti. Torej, to, kar vidite, je tipična uklonska struktura DNA-ja in zgleda kot neke vrste hieroglif, ki ga je potrebno razumeti. Razumevanje tega hieroglifa ni preprosto. Poglejmo si, kako ga razumemo. Razumemo ga takole. Prvo, kar vidimo, je tale X. Temu se reče Andrejev križ in tale X je posledica tega, da je DNA vijačna molekula. Drugo, vidimo tele 4 diamante. To pomeni preprosto, da jih imamo v vzorcu več takih molekul. Vidimo tele črte. Takole vidite črte. Mislim, ne te rdeče črte, ampak tele, če potegnemo skozi črto, dobimo pasove. Takih pasov je 10 med tema dvema velikima packama, kar pomeni, da je 10 nukleotidov na periodo DNA, ki je 34 angstremov. To se da vse iz te slike potegniti. Poleg tega vidimo, da 4. sloj manjka. Tle jih imamo 1, 2, 3, 4 in če bi prešteli, precej natančno moramo to narediti, bi jih dobili 10 do tukaj, ampak 4. sloj manjka. Zelo pomembno. 4. sloj manjka zaradi tega, ker je DNA dvojna vijačnica. In ne samo to, manjka ravno 4. sloj, zato ker obe vijačnici nista na nasprotnih straneh osi vijačnice, ampak sta premaknjena za 3 pi polovic. Vse to lahko zaključimo iz te ene same slike. In to je predvsem Crick, Francis Crick, ki je to delal za doktorat, star 35 let, mislim, pri nas tega doktorata seveda danes ne bi naredil, prvič zato, ker je bil star 35 let, ker je vlekel, ker ni bilo jasno sploh, kaj dela itd., ampak njegovi mentori nekako so verjeli v njega in mu pustili, da je pač do 35. leta vlekel svoj doktorat in zanj na koncu dobil Nobelovo nagrado. To se pravi, to je vse on ugotovil, v bistvu. In na osnovi, kako bi rekel, dešifriranja te slike sta v Nature 25. aprila 1953 Watson in Crick, to je fotokopija originalnega članka, objavila svojo dvojno vijačno strukturo DNA, Crick star 35 let, Watson star 25 let in tle vidite za 50-letnico odkritja DNA-ja, sta se slikala, 50 let starejša, tempus fugit, kot rečejo. Oba sta dobila Nobelovo nagrado skupaj z Morrisom Wilkinsom za medicino leta 1962. Kot sem rekel, Rosalind Franklin, ki je verjetno bolj pomembna za odkritje strukture DNA kot Watson in Crick, te Nobelove nagrade ni dobila, ker je bila že 4 leta mrtva.
V tistem času pa se niso trudili zgolj sipati rentgensko svetlobo na DNA, ampak so se trudili sipati tudi popolnoma običajno svetlobo na raztopinah DNA. In tukaj imam pač isti poskus, praktično identičen poskus, samo da v tem primeru svetloba, ki pada na DNA, nima valovne dolžine 1 angstrem oziroma 1,5, kot v primeru rentgenske svetlobe, ampak ima 1000-krat večjo ali več valovno dolžino. Zato tudi neke druge stvari vidimo pri takem sipanju. In to, kar vidimo, je predvsem struktura, mezoskopska, to se pravi ne mikroskopska struktura, kje so atomi na DNA-ju, ampak kakšna je oblika DNA v raztopini. Tole vidimo. Kakšna je oblika te molekule, to je dolga molekula, človeška DNA, veste, da je 90 cm dolga, in imamo pač od recimo mikronov ali pa nekje 100 nanometrov do centimetrske DNA. In z svetlobnim sipanjem lahko ugotovimo, kakšna je konformacija te molekule v raztopini. Seveda to sliko, interferenčno sliko, ki jo tukaj dobimo, je popolnoma druge vrste kot prej in se jo tudi moramo naučiti interpretirati. In tako kot je Crick interpretiral hieroglif sipanja rentgenske svetlobe na DNA-ju, je tale gospod interpretiral hieroglif sipanja običajne svetlobe na DNA-ju. Anton Peterlin, mislim, da je bil prvi direktor inštituta Jožef Štefan, ustanovitelj fizike na Ljubljanski univerzi, se je v istem času, ko je Franklinova delala eksperimente z rentgenskim sipanjem, ukvarjal s svetlobnim sipanjem na molekuli DNA. In je v Nature, ravno tako v Nature, 7. februarja istega leta, kot je odkritje DNA, objavil svoj članek, kjer je interpretiral svetlobno sipanje na raztopini DNA-ja. On sam, mislim, da ni eksperimenta delal, tako kot Watson in Crick nista nobenih eksperimentov delala, pač pa je zato uporabil eksperimente Paula Dottija iz UCSD, to je Univerza v San Diegu. In kaj je profesor Peterlin videl? Profesor Peterlin se je vprašal, kakšna je struktura oziroma konformacija dolge DNA v raztopini. In sicer je hotel ugotoviti, ali je popolnoma razurejena, kot v temle primeru, torej ne morem iti v zelo globoke detajle, ampak takšni konformaciji dolge molekule v raztopini pravimo tudi naključni sprehod, ali pa je, kot temu pravimo, elastični črv. Razlika med obema je, da je ta konformacija popolnoma razurejena. Tudi če jo od blizu pogledamo, je še vedno enako razurejena, kot če jo pogledamo daleč stran. V nasprotju pa je elastični črv takšen, da ima odseke, ki so skoraj popolnoma ravni. V tem se razlikujeta. To se pravi, naključni sprehod popolnoma razurejen, elastični črv ima odseke, ki so relativno ravni. In Peterlin je pač najprej izračunal, kaj pričakujemo v tem primeru, kaj pričakujemo v tem primeru in to primerjal z eksperimentom. Tukaj vidite eksperimentalne točke, tale ravna črta ustreza temule, tele krivulje vedno se sločijo navzdol v primerjavi s tole ravno premico, predstavljajo pa elastični črv. Naklon teh krivulj nam pove, kakšni so relativno ravni segmenti na elastičnem črvu. In s primerjavo z eksperimenti je profesor Peterlin ugotovil, in to tudi publiciral leta 1953, ugotovil, kakšni so ti relativno ravni segmenti DNA-ja v raztopini, ki jih imenujemo persistenčna dolžina DNA. To se pravi, persistenčna dolžina DNA, to so relativno ravni segmenti DNA-ja v raztopini, čeprav na večjih skalah, torej če malo manj natančno pogledamo, DNA je še vedno zavit, ampak lokalno kaže pa relativno ravne segmente, to vidite tukajle, torej tole bi bil naključen sprehod, tole je pa elastični črv. In takšen relativno ravn segment se imenuje persistenčna dolžina. In profesor Peterlin je iz primerjave z eksperimentom ugotovil, da je ta persistenčna dolžina, ne vem, če lahko to vidite, med 265 angstremov in 606 angstremov. Danes sprejeta vrednost, recimo med drugim, mislim, tudi jaz se s tem ukvarjal, je 500 angstremov, oziroma 490-500 angstremov. To se pravi, bil je, kot se temu reče, right on the money.
Leta 1953 je popolnoma natančno izmeril persistenčno dolžino DNA oziroma interpretiral meritve. Persistenčna dolžina pomeni med drugim tudi, da je DNA v bistvu elastični filament. To je tako, kot da bi vzel eno dolgo cev, elastično, recimo plastično cev, in bi jo podvrgli termičnemu gibanju. Veste, da majhne molekule so relativno nežne, če jih bombardira termično gibanje, Brownovo gibanje, se začnejo krotovičati in to krotovičenje je profesor Peterlin v svoji teoriji opisal in iz njega tudi izluščil to persistenčno dolžino. In zaradi tega, ker je persistenčna dolžina v zvezi z elastičnostjo molekule, se da zaračunati, kakšen je njen elastični modul. In če to naredimo, in to je profesor Peterlin tudi naredil, je ugotovil, da je elastičen material, ki mu ustreza DNA, dejansko pleksisteklo, ki ima isti elastični modul kot DNA. To se pravi, DNA ni tako zelo nežna, je pa majčkena, pa zaradi tega bolj nežna zgleda. Elastičnost danes merimo bistveno drugače, kot je to počel profesor Peterlin, oziroma kot se je to delali v prejšnjem stoletju. Danes ne gledamo sipanja svetlobe na raztopini DNA, ampak vzamemo eno samo molekulo DNA. To se pravi, to danes lahko naredi fizika, da vzame eno samo molekulo. In morate biti impresionirani na tem, ker to je težko. Vzeti eno samo molekulo in jo raztegovati. To ni več raztopina, to je ena sama samcata molekula. In jo pripnemo na dve kroglici, stekleni ali pa polistirenski kroglici. Ena od teh kroglic postavimo v laserski snop in druga je na pipeti. In to na pipeti lahko vlečemo, tukaj vidite kako. Tale kroglica je ujeta v svetlobni pasti, ampak če zadost fejst potegnemo, skoči ven iz pasti. To pomeni, da dejansko, čeprav je ne vidite, je tukaj vmes ena sama molekula DNA. To se da natančno ugotoviti, da točno ena in ena sama. Težko, ampak se da. In hkrati lahko iz pomika tele prve kroglice iz središča optične pasti ugotovimo, s kakšno silo jo vlečemo. In na tak način lahko merimo dvoje. Lahko merimo silo in hkrati še celoten raztezek, to se pravi, kakšna je razdalja med obema kroglicama. S tem dobimo silo kot funkcijo razdalje. Fiziki med vami seveda vejo, da na tak način, če imamo silo kot funkcijo razdalje, predstavljate si vzmet, če imamo silo, s katero jo vlečemo, pa vemo, za koliko se podaljša vzmet, lahko izračunamo elastično konstanto te zmeti. In to se pri takem eksperimentu tudi naredi. Torej, tukaj gremo od Peterlina k Hooku. To dejstvo, da je sila proporcionalna dolžini DNA-ja, to je dejansko Hookov zakon. In iz Hookovega zakona lahko za DNA, tukaj vidite kako, žal je samo ena, ni dvojna vijačnica, ampak je enojna, ta drugo si morate misliti okrog, jo DNA raztegujemo, merimo silo, merimo odmik med koncema DNA in na tak način zračunamo elastični modul. In tako zračunan elastični modul daje vrednost ravno tako za persistenčno dolžino, oboje je povezan skozi en model, ki se mu reče model kratkega in poroda, oba iz sosednega Graca, torej sta sipala rentgenske žarke na raztopinah itd. Dobimo za persistenčno dolžino vrednost 50 nanometrov. Kot sem rekel, Peterlin je 50 let prej izmeril med 26 in 60 nanometrov, sicer ni čisto takrat bilo, torej niso natančno specificirali, kakšna je sestava raztopine, tako da težko primerjamo današnje meritve s takratnimi, ampak pač zadev je točno na sredino. Če DNA preveč vlečemo, še to naj povem, razpade, se stopi in namesto dvojne vijačnice dobimo dve enojni vijačnici. To se vse da videti v tem eksperimentu vlečenja ene molekule. Cela ta znanost, ki se ukvarja zgolj z lastnostmi ene same molekule, se imenuje Single Molecule Science, to je znanost o posamičnih molekulah in take eksperimente lahko naredimo za vse mogoče molekule, ne samo za DNA. Za DNA je še posebej fascinanten ta eksperiment, vsaj zame. Zaradi tega, ker je DNA v bistvu elastičen filament, ker na
torej obstojajo dolgi, v bistvu ravni odseki dolžine, persistenčne dolžine, se pokaže, da če takšno DNA raztopimo v vodni raztopini in jo zadost koncentriramo, da je zadost gosta, začne delati urejene faze. Lokalno se te molekule, tako kot telepalčke, orientirajo v določeni smeri. To se pravi, če zadost stisnemo to raztopino, da je gostota DNA-ja velika v tej raztopini, se vse molekule orientirajo v eni smeri in tole, kar vidite tukajle, je optično, kako izgleda taka orientirana raztopina, rečemo ji tudi polimerni nematik, to je kunštno ime za to, da so pač osi molekul v prostoru orientirane. In takole izgleda pa pod mikroskopom, če opazujemo takšno raztopino pod prekrižanima polarizatorjem in analizatorjem. To je polarizacijska mikroskopija in vidite, kot se temu reče, prstni odtis, tukaj, zdaj jaz ne vem, če to vidite, mogoče vidite, mogoče ne, ampak tukaj vidite nekaj takega kot prstni odtis in ta prstni odtis nam govori o tem, da imamo v raztopini orientirano DNA. To se pravi, če koncentriramo DNA raztopino, ne samo, da gre bolj skupaj, ampak na koncu se vse molekule uredijo v eni smeri. Zelo pomembno. In s tem sem se tudi jaz veliko ukvarjal, študirali smo različne orientirane in urejene faze molekule DNA in to je samo ena izmed nekaj teh faz. V detajle ne moram iti, ampak pač ena izmed nekaj urejenih in orientiranih faz. Če imamo DNA v raztopini, je naslednje vprašanje, ki si ga lahko postavimo, ko koncentriramo DNA, ko hočemo priti do teh urejenih faz, kakšen je tlak, ki ga rabimo za to. In vsi se spomnite, oziroma, če se ne, vam bom povedal, Boylov eksperiment. Boylov eksperiment naredimo lahko doma na, kaj se temu reče, kolesarski pumpi, ali pa vzamemo eno posodo z nekim plinom, na njo pritisnemo silo in vidimo, da se volumen tega plina zmanjša. In Boyle je izmeril točno, kako se zmanjša, čim bolj manjšamo volumen, tem bolj se povečuje tlak. In to so njegove meritve. To se imenuje tudi Boylov zakon, ki pravi, da je produkt tlaka in volumna je konstanta pri dani temperaturi. In tukaj vidite, da pri enem tlaku, majhnem tlaku, imamo tale volumen, pri večjem tlaku imamo pa tale volumen. Ravno polkrat manjši, če je tlak dvakrat večji. Boylov zakon nam pove, kako težko je stiskati snovi, v tem primeru pline. In vprašanje, ki sem se ga recimo jaz, pa tudi drugi zastavil, je, kako oziroma, če obstoja nekaj analognega Boylovemu eksperimentu in Boylovemu zakonu, tudi za DNA. To se pravi, vzeli smo raztopino DNA in jo skušali stiskati. Ampak tukaj moram seveda povedati, da je bistvena razlika med stiskanjem plina in stiskanjem DNA sledeča, da pri plinu zmanjšujemo celoten volumen, pri DNA-ju zmanjšujemo pa samo tisti volumen, ki ga DNA zaseda. To se pravi, moramo dovoliti, da voda uide iz tega dela, kjer je rumeno je DNA, plavo je voda, da voda uide ven iz tega dela, DNA pa ostane noter. Zato rabimo polprepustno membrano in v tem primeru ne govorimo več o tlaku, ampak govorimo o osmotskem tlaku. To je neka tehnikalija, ki pač ne moram zdaj iti v detajle, kaj je to osmotski tlak in kako je drugačen od navadnega tlaka, ampak pri osmotskem tlaku vedno stiskamo eno samo komponento raztopine, druge komponente kot voda, recimo, pa ne stiskamo. In tukaj vidite, kako pač tole se zmanjšuje, tale volumen se zmanjšuje in vidite, kako se DNA pač se čez dalje bolj orientira, čez dalje bolj ravna postaja, tukaj na koncu se popolnoma iztegne, zaradi tega, ker preprosto nima več prostora, da bi fluktuirala. Ponavadi tega eksperimenta ne naredimo tako, kot bi ga Boyle naredil, z nekim batom, s katerim pritiskamo na DNA, preveč grobo, se sem rekel, da je DNA nežna molekula in zato to, kar naredimo, je neke vrste osmotska tehtnica, vzamemo raztopino, na eni strani je DNA, na drugo stran damo pa nek drug polimer. Ponavadi je to polietilenglikol. Polietilenglikol je ena dolga veriga, ki se topi v vodi in jo uporabljamo zato, da na nek način, in tukaj spet ne moram iti preveč v detajle, stehta, koliko tlaka, osmotskega tlaka potrebujemo, da spravimo DNA na določen volumen. In tak eksperiment,
ki sta ga začela tele dva gospoda, to je Adrian Precision in Don Rao z National Institutes of Health v Bethesdi, nam daje, torej tole je Boylov zakon za recimo zrak, tole je pa v narekovajih, ne pa mogoče dvakrat v narekovajih, Boylov zakon za molekulo DNA. In mnogi ljudje so to merili, to se pravi, merili so, koliko osmotskega tlaka rabimo, da DNA spravimo v nek določen volumen. In vidite, da ta tlak gre v tisoče atmosfer. Izjemno velik tlak, to se pravi, DNA se zelo, zelo opira temu, da bi jo spravili na nek majhen prostor. In na to se bomo še kasneje vrnili, ko bomo gledali, kako je DNA pakirana v virusu. Medtem, ko DNA stiskamo, in takole se manjša volumen na eno molekulo, to se pravi, tukaj je zelo majhen volumen, tle je pa zelo velik. In tole je logaritem tlaka, se ni važno. Tukaj je 1000 atmosfer, tukaj je 100 atmosfer in tako naprej. Torej, veliki tlaki, zakaj je tako veliki? Zato, ker je DNA izjemno nabita molekula. Na vsak 1,7 angstrema dolžine je en elementarni naboj. DNA je ena od najbolj nabitih molekul v naravi. In zaradi tega, ker je toliko nabita, jo ne moramo spraviti v majhen prostor, ker sama sebe odbija. In zato tako izjemno ogromni tlaki, da spakiramo to DNA. V živih organizmih je DNA ponavadi izjemno gosto pakirana. Tukaj imam dva primera organizmov. Eno je bakterija, to je Escherichia coli, ki jo imamo tudi mi v prebavilih, in drug primer je virus. Kaj naredimo tukaj? Vzamemo bakterijo in jo vržemo v destilirano vodo in osmotski tlak DNA-ja proti destilirani vodi je tako velik, prej sem govoril o stotinah atmosfer recimo, da preprosto celica eksplodira. In DNA se razsuje ven iz te celice. In vidite, koliko je. Vse to je bilo prej tukaj le noter. To pomeni, da mora biti res izjemno, izjemno gosto pakirana. In pri tem pakiranju mora premagati ta zunanji tlak stotine in 1000 atmosfer, da se lahko na tak način pakira. Podobno pri virusu. Kasneje bom šel malo bolj v detajle o tem, kaj je virus in kako se pakira DNA v njem, ampak tukaj vidite tale del, tole je nogica, tole je glava virusa oziroma kapsida. Kapsida je kot neka škatlica, ki drži DNA noter in vsa ta DNA, ki jo vidite tukaj zunaj, je bila spakirana prej v tej majhni škatlici oziroma virusni kapsidi. Če bi predpostavili, da je DNA 1 mm debela, potem bi bila celotna DNA, ki jo vidimo tukaj, 630 metrov dolga in bi jo morali spakirati v kroglo s premerom 25 cm. Tako močno je pakirana. In zaradi tega seveda mora virusna kapsida tudi zdržati izjemno velike tlake, da drži to molekulo v takšnem majhnem prostoru. Zdaj pa malo ena druga zgodba. Mnogi od teh ljudi, ki sem jih do zdaj omenil, Crick, profesor Peterlin, Franklinova in tako naprej, so bili fiziki. In fiziki se z biologijo tipično niso ukvarjali. So se pa začeli ukvarjati šele po letu 1945, ko je tale pomemben gospod, Erwin Schrödinger, ki ga fiziki med vami poznate kot utemeljitelja enega od utemeljiteljev kvantne mehanike, napisal knjigo Kaj je življenje. To je prva izdaja te knjige in fiziki so, kako bi rekel, kultno brali to knjigo v tistem času in mnogi so se na osnovi branja te knjige odločali, da bodo nadaljevali svojo kariero v biologiji. Schrödinger je v tej knjigi uporabil tudi nekaj besed, ki so kasneje eksplodirale, postane so zelo pomembne, kot recimo aperiodični kristal, kot enega od temeljev življenja in pa govorijo o skrivnosti življenja. Schrödinger je bil prvi, ki je uporabil to sintagmo, to zvezo besed, skrivnost življenja. In ta skrivnost življenja, to besedno zvezo so povzeli vsi, ki so se kasneje ukvarjali z DNA-jem in odkrivanje strukture tega DNA-ja poimenovali odkrivanje skrivnosti življenja. To izhaja iz točno te knjižice Erwina Schrödingerja. Schrödinger pa ni bil nekako prvi, tudi on je imel vzornika in ta vzornik, prvi fizik nekako, ki je naredil izjemno pomembne korake v biologiji, je bil Max Delbrück, torej prvi eminentni fizik v biologiji.
rojen, mislim, da v Nemčiji, kasneje emigriral 37. leta v Ameriko in šele tam se je začel zares ukvarjati z biologijo in sicer se je na Caltechu, na Californian Institute of Technology, začel ukvarjati z bakterijskimi virusi oziroma bakteriofagi. Virusi ne napadajo samo človeka, ampak napadajo različne organizme. In tistim virusom, ki napadajo bakterije, pravimo bakterijski virusi oziroma bakteriofagi. In tukaj le vidite en primer bakteriofaga, to je tako imenovan T4 bakteriofag, tole je kapsida, nogica, zgleda kot neke vrste lunarni modul, pristane na celici in spusti noter svoja DNA. Torej, bakteriofagi inficirajo samo bakterije, so relativno majhni, od nekaj 10 do nekaj 100 nanometrov, vsebujejo relativno kratko DNA, ki je lahko v obliki dvojne vijačnice, v obliki enojne vijačnice ali pa celo ena modifikacija DNA-ja, ki jo imenujemo RNA. In ne moram iti v detajle, kaj je to. Imajo pa večinoma, kot tukaj le vidite, je tale kapsida zelo simetrična. In majčkeno kasneje bomo videli, da je ta simetrija ikozaedrična. In bom skušal tudi povedati, kaj je to in zakaj. Proučevanje bakteriofagov ni akademska disciplina, to je iz letošnjega leta, FDA je odobrila bakteriofage kot agente za preprečevanje bakterijske infekcije pri prehrani, pri prehrambenih izdelkih, to se pravi, od zdaj naprej bodo uporabljali bakteriofage, da uničijo bakterije na prehrambenih izdelkih. Tako da, kot tukaj piše, hot dogs bakteriofagi, prosim, to boste tudi v trgovinah dobili. Ne boste to vedeli, ker bo pisalo, da je, pač se uporablja preparat F1637C, kar pa pomeni, da so noter bakteriofagi. In te bakteriofagi bodo specifično napadali določene bakterije, kot je Listeria monocytogenes, ki je ena od glavnih bakterij, ki povzroča recimo zastrupljenje pri prehrani. To se pravi, to je bilo letos, tukaj vidimo 24. avgusta 2006 so bili odobreni preparati za prezervacijo prehrane, ki vsebujejo bakterijske viruse. Od tega datuma naprej. Sprav, to ni akademsko početje, ampak ima velike aplikativne vrednosti. Kaj so virusi v splošnem? Virusi seveda so necelične življenjske oblike, so paraziti, ne znajo sami živeti, parazitirajo, nimajo lastnega energijskega izvora, nimajo lastne proteinske sinteze in so hkrati izjemno nežni in izjemno robustni. Virusi preživijo grozne pogoje in še vedno so se sposobni ob pomoči celice reproducirati, hkrati pa so, če gledamo molekularno kot fiziki, jih držijo skupaj van der Waalsove sile, za katere vemo, da so izjemno šibke. Zapravo, to je nežna struktura, ampak hkrati izjemno robustno narejena. Viruse se da kristalizirati in detaljno poznamo njihovo atomsko strukturo. Ponavadi imajo kapsido, to je proteinski ovoj, ki ima neko določeno simetrijo, noter je zvita DNA, ali pa imajo zraven še envelopo oziroma membrano, v kateri pač plava ta kapsida. Takšen virus, kot bomo malo kasneje videli, je virus človeške imunodeficience, ki ima kapsido in pa membrano. In tole, kar vidite, je en virus, mislim, da je to virus poliomielitisa, tole zunaj je kapsida, znotraj je pa, mislim, da dvojna vijačnica DNA. Doskrat se pojavi vprašanje in nekateri ljudje so zelo angažirani, da bi našli odgovor na to vprašanje, ali so virusi živi. Meni se to ne zdi bistveno vprašanje. To je vprašanje tipa, ali je DNA živa. Seveda ni, ampak je bistven del vseh življenjskih procesov. Tako kot virus ni živ per se, ampak sodeluje pri vseh življenjskih procesih. In zato bi za virus lahko rekli, da je makromolekula, tako kot DNA, z zelo zapleteno kemijsko strukturo, ki jo vidite recimo za virus poliomielitisa, vidite atomsko strukturo tukaj. C332.652, H492.388 in tako naprej. To primerjate z preprosto molekulo ali H2O. Bogi dvakrat H in enkrat O. Tukaj jih imamo pa 131.000 O-jev. Torej, virusi so neke vrste zapletene makromolekule. In prihajajo seveda v mnogih oblikah,
vse nam nevarne nekako, virusov se bojimo, čeprav, kot bomo videli, so izjemno lepi in imamo lahko od njih tudi estetske užitke. Tukaj jih vidite nekaj, tole je hepatitis A, kristaliziran, tole je znamenita ebola, virus, mozaični virus tobaka, so takele palčke, potem je virus človeške imunodeficience, ki povzroča AIDS, virus gripe, tole je bakteriofag T7, tale T in 7 ima zelo specifičen pomen, ampak ne moram iti v detajle, tale številka se imenuje triangulacijsko število in nekaj zelo določenega pove o tem virusu. In tole seveda naš najljubši virus prehlada, takole izgleda. Že tukaj na virusu prehlada oziroma rinovirusu vidite, da ima neko zelo določeno simetrijo, o kateri bom povedal nekaj več. Crick in Watson sta kmalu zatem, leta 1956, ko sta objavila svoj članek o strukturi DNA-ja, objavila tudi članek, kjer sta se ukvarjala z naravo majhnih virusov. Zakaj majhnih? Zato, ker upamo, da jih je lažje razumeti kot velike viruse. In majhni virusi med drugim so tudi bakteriofagi. In sta postavila teorijo, da majhni virusi imajo lahko zgolj vijačno ali pa ikozaedrično simetrijo. To je znameniti članek iz leta 1956, ki sta ga kasneje razdelala še Caspar in Klug, Don Caspar, Aaron Klug, tudi Nobelov nagrajenec, oba učenca Rosalind Franklin. Več ali manj celo življenje sta posvetila temu, da bi rehabilitirala njen prispevek k odkritju DNA-ja, bolj ali manj uspešno, mogoče v zadnjem času bolj uspešno, ker mislim, da pač v znanosti so objavili več knjig v zadnjem času, kjer so pač skušali pokazati fundamentalen pomen njenega dela na sipanju DNA-ja za odkritje strukture dvojne vijačnice strani Cricka in Watsona. To sta Don Caspar in Klug, Aaron Klug, oba učenca Rosalind Franklin. Rosalind Franklin je bila tudi prva, ki je sipala rentgensko svetlobo na mozaičnem virusu tobaka, to je tale virus, schematsko predstavljen, in pomagala pač dobiti atomsko strukturo tega virusa. Torej, Crick in Watson trdita, da so majhni virusi lahko ali takšne oblike, ali pa takšne oblike. Tole vidite, da ima vijačno simetrijo, zgleda lokalno kot neke vrste vijak, tole je RNA ponavad ali pa enojna vijačnica DNA, ki se vijačno navija skozi virus. Tale stvar tukaj ima pa, kot temu rečemo, ikozaedrično simetrijo. In bomo v kratkem videli, kaj je to ikozaedrična simetrija. Jaz ne morem imeti seveda vse detajle, zakaj točno je tako, ampak je zanimivo, da se da ugotoviti, da imajo lahko majhni virusi zgolj te dve oblike simetrije. Kako sta prišla Crick in Watson do tega? Najprej sta se vprašala, kako lahko sestavimo virus. Prvič, majhni virusi imajo zelo kratko, relativno kratko DNA in zaradi tega ne morajo biti sestavljeni iz mnogo proteinov. Lahko so sestavljeni iz majhnega števila različnih proteinov, mogoče celo enega samega, ampak se ta ponavlja v množici kopij. Zdaj si pa predstavljate ravnino, na to ravnino položim iste kovance, recimo en tolar, ki mu zdaj bijejo zadnje ure seveda, in jih skušamo stisniti z vseh strani. In če pogledamo, kako se te kovanci pakirajo, bomo videli, da so pakirani na tak način, da ima vsak med njimi natančno 6 sosedov. Če ne verjamete, lahko to poskusite doma. Pakirajo se torej takole, ne takole, in če vaš prodajalec sadja pakira pomaranče takole, mu lahko poveste, da je veliko boljše, če jih pakira takole. Na tak način prostor veliko bolj prekrije kot v tem primeru. Relativna prekritost v tem primeru je 78%, v tem pa kar 90%. To se pravi, najbolj gosto lahko pakiramo stvari v dveh dimenzijah, če so pakirane heksagonalno. In Crick in Watson sta predpostavila, da te identične proteine, ki jih zakodira kratka DNA virusa, nekako lahko zapakiramo heksagonalno v neko ravnino. To vejo tudi čebele seveda, da je to pakiranje boljše kot takšno pakiranje in zato imajo panji vedno heksagonalno simetrijo. To se pravi, nekako takole bi lahko zapakirali, vsak takle šesterokotnik predstavlja en protein in bi jih lahko v ravnini zapakirali na takšen način.
In zdaj, če imamo ravnino oziroma nek papir, na katerem narišemo šesterokotnike, kako lahko iz tega dvodimenzionalnega papirja dobimo nekaj, kar zgleda kot neka škatlica, kamor bi pač radi porinili DNA. En način je, da zvijemo takle papir, lahko ga direktno takole zvijemo ali pa ga takole malo postran pač potegnemo in zvijemo skupaj. In na tak način dobimo vijačno strukturo, kot vidite tukaj. Se mislim, da je slika zadost nazorna, vzamemo heksagonalno pakirano rešetko, jo zvijemo in dobimo nekaj, kar ima cilindrično simetrijo. In recimo mozaičen virus tobaka je pakiran natančno na tak način. To se pravi, Crick in Watson sta imela to pogledno popolnoma prav. To je en način, da dobimo vijačno simetrijo pri preprostih virusih. Kaj pa drug način? Zdaj bi pa radi ravno tako vzeli, torej papir, dvodimenzionalno ravnino in zdaj bi jo pa radi spakirali v nekaj, kar je pa podobno škatlici. In če to probate doma narediti, boste videli, da se ne da. Da lahko pač počnete, kar želite s tem, pa se ne da heksagonalno pakirane ravnine nekako spraviti skupaj v škatlico. Vedno ali ostane nekaj prostora, nekje so luknje, ali je pa nekje dvakrat prepognat. Način, kako se to da narediti, je pa, da nekatere, če vzamemo en tale šesterokotnik v tejle mreži, ga razdelimo na trikotnike, potem pa en trikotnik ven potegnemo. Na tak način dobimo peterokotnik in če hočemo zdaj dva tale robova peterokotnika zlepiti med sabo, vidimo, da se torej vertex, tole notranje oglišče peterokotnika se postavi po koncu. To lahko sami doma probate, zelo preprost. In že Euler je vedel v 18. stoletju, da če hočemo iz šesterokotnikov oziroma trikotnikov, kar je se da pokazati, da je ekvivalentno, sestaviti nekaj škatlici podobnega, rabimo natančno 12 peterokotnikov. To je matematični teorem. Če še niste nikoli za to slišali, vas bo najbrž presenetilo, da lahko dobimo nekaj, kar je škatli podobnega iz trikotnikov, če uporabimo natančno 12 peterokotnikov. In ta simetrija, oziroma ta objekt, ki je sestavljen iz samih trikotnikov in natančno 12 peterokotnikov, je ikozaeder. In zato tej simetriji pravimo tudi ikozaedrična simetrija. V najbolj preprostem primeru je vsako oglišče predstavlja oglišče enega peterokotnika, vidite tukaj 1, 2, 3, 4, 5 stranic. Peterokotnik, 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 12 peterokotnikov. Lahko imamo pa še šesterokotnike vmes ali pa trikotnike, poljubno število, ampak peterokotnikov mora biti vedno 12. To se pravi, to je Eulerjev teorem. In na osnovi takih razmišljanj sta Crick in Watson prišla do zaključka, da imamo lahko zgolj ikozaedrično simetrijo majhnih virusov. Ikozaedrično simetrijo seveda poznate iz vsakdanjega življenja, to je trenutno najbolj aktualen, ne vem zakaj, slavn primer ikozaedrične simetrije, nogometna žoga, natančno 12 peterokotnikov, stavim, da jih večina med vami še nikoli ni preštela, čeprav ste vsi že videli nogometno žogo, ampak nogometna žoga ima točno 12 peterokotnikov. Vmes so pa šesterokotniki. Lahko bi jih imeli več, tukaj je pač imamo vmes enega, ampak v principu jih imamo lahko šesterokotnikov poljubno število, peterokotnikov pa natančno 12. Drug pomemben primer ikozaedrične simetrije je tole, jaz take hiše v Sloveniji še nisem videl, to so tako imenovane geodezične kupole, s katerimi se je veliko ukvarjal, mislim, da je bil angleški inženir in nekako vsesplošen renesančni mislec Buckminster Fuller, in se po njem tudi imenujejo in so ravno tako sestavljene iz trikotnikov in ne vsebujejo sicer 12 peterokotnikov, ker nimamo cele žoge, ampak pač neko manjše število peterokotnikov. Ampak ne moramo dobiti nekaj kupoli podobnega iz trikotnikov, če ne vstavimo noter nekaj peterokotnikov. Torej, to je iz vsakdanjega življenja, kaj pa pri virusih? Poglejte jih. To je cel živalski vrt virusov, ki vsi kažejo ikozaedrično simetrijo. To se pravi, vsi na tak ali drugačen način vsebujejo natančno 12 peterokotnikov. Vsebujejo veliko več trikotnikov oziroma šesterokotnikov, ampak točno 12 peterokotnikov. In recimo, kakšne bolj znane, tole je virus človeškega prehlada,
poliomielitis, to je nek bakteriofag, virus poliome, papiloma virus, herpes virus in tole so pa bakteriofagi. Vidite, da se zelo razlikujejo po velikosti, čeprav imajo vsi točno 12 peterokotnikov, sem pa rekel, da imajo lahko različno število šesterokotnikov. In to, koliko je šesterokotnikov, pove, koliko bo virus velik. In to je v zvezi s tisto številko zadaj, sem rekel bakteriofag T7, ta 7 pove, oziroma je v zvezi s tem, koliko imam šesterokotnikov, torej koliko je tak virus velik. Seveda so tudi izjeme in najbolj slavna izjema je tole. Torej, vsi ste slišali za virus človeške imunodeficience, 100.000-krat v medijih, vem, da ga še nikoli niste videli, zato sem ga tudi hotel pokazati. Takole izgleda, ima membransko envelopo, ki je sestavljena iz lipidov prejšnjega, torej človeka, ki je prej imel ta virus, iz njegovih lipidov je sestavljena. Tole je virusna sredica, ki izgleda takole. Vidite, da je tudi sestavljena iz šesterokotnikov in peterokotnikov, ampak v nasprotju z ikozaedrično simetrijo imam tukaj zlomljeno simetrijo, imam simetrijsko os, na zgornji strani je 7 peterokotnikov, na spodnji strani pa 5. Seveda 5 plus 7 je 12, mora jih biti 12, ker je to karakteristika zaključene topologije, ampak lahko so različno porazdeljeni in v odvisnosti od tega, koliko jih je zgoraj in koliko jih je spodaj, je velikost tega kota napram navpičnici. Tole se imenuje tudi Eulerjev kot in pri virusu HIV lahko zmerijo različne kvantizirane vrednosti tega kota, ki ustreza temu, da imam enkrat zgoraj 7, spodaj 5 peterokotnikov, ali zgoraj 8, spodaj 4, zgoraj 9, spodaj 3, zgoraj 10, spodaj 2 in tako naprej. Vse to se da opaziti v naravi. Zapravo, to je primer virusa, ki nima ikozaedrične simetrije, pa še vedno zelo bližnji sorodnik te simetrije. V virusih seveda poleg te kapside z ikozaedrično simetrijo imamo tudi takšno ali drugačno nukleinsko kislino. In kot sem že enkrat pokazal, jo je veliko. Tukaj vidite v tem bakteriofagu T2. Vsa ta DNA je spakirana znotraj v tej ikozaedrični kapsidi. To je nek drug bakteriofag in tukaj bolj natančno vidite to DNA. Ne vem, če lahko razločite, ampak tukaj vidite, da je DNA kot nekako navita v nek klapčič znotraj tega virusa. Očitno zaključek iz teh študij je, da je DNA v virusi izjemno gosto pakirana. In to nas trenutno zanima. Kako je pakirana? Poleg, torej, narejena je bila množica študij, začenši v 70. letih, znameniti eksperiment Earnshawa in Harrisona, ravno tako objavljen v Nature. Nature je pač najpomembnejša publikacija, poleg Science v naravoslovnih znanostih in najpomembnejši dosežki na področju naravoslovja so ponavadi publicirani v tej reviji, tako kot recimo osnovni članek profesorja Peterlina oziroma članek, v katerem se je odkrila struktura DNA in tako naprej. In Earnshaw in Harrison sta odkrila, da v nekem bakteriofagu, ki se imenuje P22, lahko na tem bakteriofagu, iz tega bakteriofaga lahko naredimo kristal in na njem sipljemo DNA. In to sipanje nam daje takšnole sipalno intenziteto. To se pravi, ko gre rentgensko sipanje skozi te viruse, dobimo takle vzorc. Zelo preprost vzorc, ampak še vedno ga je treba znati pravilno interpretirati in interpretacija je ta, da je DNA gosto pakirana v tem virusu, ampak tako, da je povprečna razdalja med različnimi segmenti DNA oziroma najbližja razdalja med njimi je 27 angstromov. To se pravi, DNA-ji so zelo skupaj, ampak se ne stikajo čist, so nekoliko narazen, zaradi tega, ker so zelo nabiti, ampak pač še vedno relativno zelo blizu skupaj. In ni pa bilo takrat še jasno, ali je DNA navita takole, kot ta prav klopčič, ali je navita takole, kot temu rečemo
temu bi rekli mikroskopski tekoči kristal, ali pa je navita v tejle obliki, ki sta jo Earnshaw in Harrison poimenovala inverzen klobčič. Aha, moj računalnik se je oglašal. Inverzen klobčič. Klobčič vsi poznate, kaj je. Pri klobčiču začnemo navijati znotraj, pa potem počasi navijamo navzven, tako kot tukaj. Pri inverznem klobčiču pa najprej navijamo po zunanji strani, potem pa počasi navijamo proti sredini. To je razlika med klobčičem in inverznim klobčičem. In ona dva sta prva predpostavlja, da možno, da je DNA v virusu navita v inverznem klobčiču. In vidite, kako bi se navijala na tak način. Najprej se navije ob steni kapside in pol, ko jo pač porivamo noter več in več, je ta inverzni klobčič vse večji, dokler ne zapolni na koncu celotnega prostora v virusu. Danes take stvari delamo za simulacijo, to je eden od primerov simulacije, kako lahko preverimo, če je takšna hipoteza res ali ne. Vzamemo, kot se temu reče, DNA in silika, oziroma in siliko, to se pravi računalniški model DNA-ja in ga skušamo spraviti v majhno žogco in pri tem gledamo, kakšne strukture dela. In se res izkaže, da dela takšne strukture, da se DNA najprej navija ob površini, potem se pa počasi navija še znotraj. In še druga stvar, ki jo opazimo, da je na površini veliko bolj urejena kot znotraj. To mogoče lahko vidite, ampak če ne, mi morate verjeti, da je urejenost, kakorkoli že to definiramo in merimo, zelo velika ob površini, potem pa počasi pada proti sredici. To se pravi, zgleda, da je DNA v virusu navita v inverzen klobčič. In vkolikor je bila to v 70-ih letih še hipoteza, je letos, to vidite tudi članek iz revije Science, letošnji članek, so uspeli pa za tale bakteriofag, to je Y15, res natančno videti, kako je DNA noter pakiran. Tukaj vidite ikozaedrično kapsido in tole noter so sloji DNA-ja. Tukaj vidite pa celo posamezne molekule DNA-ja. To je seveda zelo težko takšno študijo narediti in pač zahteva marsikakšen know-how, da pridemo do tega, ampak vidite, kako je res DNA je pakiran v inverznem klobčiču. In znotraj je skorajda prazen prostor. Oziroma saj prostor, kjer je DNA tako razurejen, da ga ne moramo več videti, ker preveč fluktuira znotraj. To se pravi, DNA je res pakiran v virusu v inverznem klobčiču in hkrati je izjemno gosto pakiran. Ampak pred toliko in toliko minutami sem govoril, kako težko je DNA spakirati v takšen majhen prostor. Kako pravzaprav virusi to naredijo. In koliko tlaka, oziroma bolj specifično osmotskega tlaka, rabimo, da DNA spakiramo na tak način. To je bilo ugotovljeno leta 2001, to je naslovna stran revije Nature, v kateri je Bustamante in njegova skupina so objavili direktne meritve sile pakiranja DNA-ja v virusu in s tem tudi osmotski tlak DNA-ja znotraj virusa. To je bil en eksperiment, ki je trajal 2 leti in sta se na njem prekurila 2 postdoka. Izjemno težek eksperiment, to se pravi, kaj so naredili. Vzeli so takole en virus, ga prilepili, jasno, da to pomeni neke zelo specifične stvari, ampak ne morem iti v detajle, ga prilepili na eno stekleno kroglico, ta je bila na pipeti, na drugo stekleno kroglico, ki je bila v optični pasti, tako kot prej pri eksperimentu merjenja elastičnih lastnosti DNA-ja, so pritrdili DNA in potem so jo nekako hoteli uloviti v virus. Trajalo je 2 leti, da je to uspelo prvemu postdoku, da je to naredil. To je pač treba je iskati, poskušati, ampak ko se enkrat to najde, ko pač virus prime DNA, potem se da vse parametre zoptimizirati. Ampak enkrat mora pač nekdo naslepo zadeti. In 2 leti je trajalo, da so to naredili. To se pravi, virus, ki pač sedi nekje v prostoru in pa neka DNA, ki pleše po prostoru in jo hočemo ujeti v ta virus. In to se naredi z to optično pinceto, ki so jo uporabljali tudi za elastične eksperimente na DNA-ju. Kaj točno je Bustamante meril? To se pravi, vzel je virus in to en tak virus, da vsebuje, kot temu rečemo, molekularni motor, ki vzame, molekularen motor, to je neka molekula,
ki rabi za to energijo, običajno v obliki molekul ATP, in ima nek tak obroč, ki se vrti. Fiziki vemo, da če sklopimo vijačno molekulo, kar DNA je, za nečem, kar se vrti, dobimo translacijo. To se pravi, ko ta molekularni motor zagrabi DNA, se začne vrteti in pač potiska DNA oziroma vleče DNA v virus. Točno tako mehansko to deluje. To se pravi, tukaj imate molekularni motor, se imenuje portalni motor tega virusa, ki zagrabi DNA, se začne vrteti in pač vleče DNA v virus. Bustamante je hkrati vlekel na to DNA. Na eni strani jo vleče noter molekularni motor. To je vse ena molekula. To je spet eksperiment na eni sami molekuli. Na eni strani jo vleče noter molekularni motor, na drugi strani so pa vlekli v obratni smeri z optično pinceto. In takrat, ko je ravno enaka sila med silo, s katero vleče motor DNA v virus in zunanjo silo, s katero vlečemo DNA nazaj, takrat vemo, da smo izmerili ravnovesno silo pakiranja DNA. Ta sila je odvisna, koliko je DNA-ja že noter v virusu. Seveda bo ta sila manjša, ko še ni DNA-ja v virusu, potem mora pa motor čez dalje bolj delati, da pač spakira še tiste zadnje konce molekule v virus. In ta sila se je izmerila in je velikostnega reda 60 pikonewtonov. To je 60 krat 10 na minus 12 newtona. Izjemno majhna sila, ampak imamo opravka tudi z izjemno majhnim sistemom. Tako da, če bi preračunali moč tega molekularnega motorja, če bi reskalirali ta motor na motor BMW-ja, bi ta motor lahko dvignil 3 letalonosilke. Toliko je močen motor. To je doslej najmočnejši molekularni motor, ki ga poznamo v naravi. Ta portalni motor virusa, ki pač vleče DNA v virus. In tukaj vidite, na začetku se rabi majhna sila, pol pa čez dalje večja in na koncu se rabi sila pač med 75 in 60 pikonewtonov. Ko imamo enkrat silo, ne morem je tu detajle, ampak iz te sile lahko zračunamo, kakšen je osmotski tlak znotraj virusa. Izkaže se, da je ta tlak točno 60 atmosfer. Za primerjavo, steklenica šampanjca, ki jo vsi poznate, ima tlak 5 atmosfer. To je pa 60 atmosfer. In seveda moramo imeti tudi primerno močno zgrajeno kapsido, da zdrži ta osmotski tlak DNA-ja noter. In sicer mora biti Youngov modul te kapside vsaj 100 megapaskalov, kar pomeni, da mora imeti trdnost aluminijeve zlitine, da zdrži ta osmotski tlak DNA-ja znotraj. To se pravi, fiziki znamo zmeriti silo pakiranja DNA-ja v virus in pa tlak, s katerim ta DNA znotraj virusa deluje na njegove stene. Znamo pa narediti še več. Prej sem vam povedal, da za DNA uporabimo neke vrste osmotsko tehtnico, da jo lahko pač stiskamo, nekako po boilu, podobno kot plin v Boylovem zakonu. In to naredimo na tak način, da vzamemo raztopino DNA, polprepustno membrano in pa raztopino polietilenglykola. Polietilenglikol ima rad vodo in edini način, da dobi to vodo, je, da jo posrka iz tele faze DNA-ja in s tem pač to fazo koncentrira. In več, ko dodamo polietilenglykola, več vode posrka iz faze DNA-ja in s tem pač krči volumen tega DNA-ja. To je tako, kot da bi DNA stiskali. Sam da to naredimo z nekim dodatnim, pač na nek drug način. In Bill Gelbart z UCLA v Los Angelesu, z Univerzo v Los Angelesu, je prvi dobil idejo, kaj pa, če bi mi ta eksperiment naredili ne na DNA-ju, ampak na DNA-ju v virusih. To se pravi, vzel je virus, ga dal v raztopino polietilenglykola, ga odprl, torej moram dati v narekovajih, kako se virus odpre, tako da je odprt, da v principu DNA lahko izskoči iz virusa, ga odprl in potem dodal toliko polietilenglykola v raztopino, da je bil osmotski tlak v polietilenglykola v raztopini enak osmotskemu tlaku DNA-ja v virusu. S tem je dosegel ravnovesje in DNA je ostal znotraj virusa. Potem je pa počasi manjšal koncentracija polietilenglykola v raztopini in DNA je počasi prihajal ven. Kontrolirano. Če je spet dodal polietilenglikol, šel nazaj noter. To se pravi, uspeli so kontrolirati količino DNA-ja, ki je zaprt v virusu. S tem, da se spreminja koncentracija PEG-ja v zunanji raztopini.
Zdaj se pa pojavlja vprašanje, če to znamo narediti, kako pa to lahko razumemo. Ne? In recimo približen, da vam nakažem, kako to razumemo. Tukaj imamo virus, seveda, kot že veste, vidite ikozaedrično simetrijo kapside, čeprav ni narisana, vidimo samo inverzen klopčič DNA znotraj, tole je portalni motor, tole zeleno je prvi sloj DNA-ja tik ob površini virusa in torej energija, ki je potrebna za to, da to DNA spakiramo v virusu, ima dva izvora. Eno je osmotska energija, bi jo lahko rekel, ki je posledica tega, pač, da je DNA toliko nabit in se noče gosto pakirati. Druga vrsta energija je pa elastična energija. Od peterlina naprej vemo, da je DNA na razdalji 50 nanometrov relativno ravna. In če bi jo hoteli zviti, rabimo za to elastično energijo. Velikost tele kapside je, pogledajte, tole je 10 nanometrov, jaz sem pa rekel 50 nanometrov je ravna. To se pravi, rabimo precej elastične energije, da to DNA zvijemo noter v kapsido. In je torej celotna energija te zvite DNA-ja v virusu sestavljena iz elastične energije zvijanja in pa iz osmotske energije. In če to zdaj seveda primerno formaliziramo z klasično teorijo elastičnosti, za katere je čudež, da sploh deluje na teh majhnih skalah, ampak deluje, in uporabimo izmerjeno enačbo stanja, ki smo jo izmerili za DNA v raztopini, smo sposobni razumeti krivuljo, ki prikazuje procent DNA-ja zunaj virusa kot funkcijo zunanjega osmotskega tlaka polietilenglikona. In vidite, da je to tale, torej črtkano je teorija, tele pač simboli so eksperimentalni podatki in vidimo, da res z tem, ko združimo osmotsko energijo in elastično energijo, relativno dobro popišemo izpuščanje DNA-ja iz virusa, kontrolirano izpuščanje DNA-ja iz virusa pod vplivom zunanjega osmotskega tlaka. DNA torej v bakteriofagu izgleda kot takole navita žica, ampak moral bi še dodati navita žica. To bi bilo bolj blizu resnice. Kaj seveda zdaj lahko s tem naredimo, je drugo vprašanje. Zaenkrat ne vemo. Zaenkrat znamo kontrolirati osmotski tlak, znamo kontrolirati, koliko je DNA-ja v bakteriofagu, ampak ne vemo še, kaj bi iz tega naredili. Poleg tega tudi mnogi ljudje na tem področju pravijo, da to je majhen korak, da to, kar bi nas zanimali, so dejansko drugi virusi. Ne bakteriofagi, ampak bolj zapleteni virusi, kot je virus gripe itd. In razumevanje tistih je pa seveda bistveno bolj zapleteno, ker v tistem primeru nimamo virusa z dvojno vijačnico DNA-ja, ampak imamo virus, ki je sestavljen iz RNA-ja. In takšni virusi pa so ponavadi bolj zapleteni, jih je težje razumeti in vprašanje, če bi lahko uporabili te iste fizikalne principe, kot smo jih tukaj. To se pravi, fizikalni princip tukaj je tako imenovana osmotska vzmet, tako se tudi imenuje, osmotic coil, osmotska vzmet, ki opisuje, kako se DNA pakira v virusu in kako se lahko sprosti iz virusa. In na tej točki bi jaz svoje predavanje zaključil. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa za lepo predavanje. Vse smo razumeli, a ne? Ampak to se nam samo zdi. Vedno, kada je predavanje lepo, dobro pripravljeno, se nam zdi, da vse razumemo. Ampak če majčkeno premislite, boste videli, da niste vsega razumeli, pa vprašajte. Prosim. A vse, prosim, ne razumeli vse. Moram reči, da mi je nerodno pred medicinci predava o virusih. Moram, je nanesel. Ja, v redu. Jaz imam seveda 1000 vprašanj, ampak jih ne bom toliko postavil. Prvo vprašanje, a se ve, kaj na molekularni ravni tista sila oziroma tisti mehanizem, ki ta motorček vrti.
Ker večina motorčkov, kakor jih jaz poznam na molekularni ravni, so povezani s hidrolizo ATP in pa s pretokom protonov. A je tle kaj podobnega bilo ugotovljenega? Torej, kar tako ne bi vedel odgovora na to vprašanje, sem pa slišal od drugih ljudi, jaz se pač s tem ne ukvarjam z molekularnimi motorji, sem pa slišal, da za ta konkreten molekularni motor, to se pravi za portalen motor tega bakteriofaga, mehanizem ni raziskan. To, da se vrti, to je ena od hipotez, ampak točno kako to zgleda v molekularnih korakih, kot za ostale molekularne motorje, to se pa ne ve. Saj, to je tisto, kar jaz. Če žihar še eno vprašanje poznam. Človek bi pričakoval, da bo pred tako grozno negativno nabiti molekuli spremljalo to DNA nekaj pozitivnih ionov, najbrž veliko pozitivnih ionov. Pozitivnih ionov, ja. A se to dejansko zgodi? A je to kompenzirano in se pozna, recimo, koliko je, recimo, najbrž so natrijevi ali pa... To je vse za natrijem, včasih seveda v virusu obstojajo tudi polivalentni ioni, ki seveda znatno zmanjšajo ta tlak DNA-ja, zato ker so recimo dvovalentni ali trovalentni in to pomeni, da je pač naboj na DNA-ju toliko manjši, zaradi tega so odbojne sile toliko manjše in tudi osmotski tlak toliko manjši. To se pravi, polivalentni ioni gotovo pomagajo, v tem primeru so bili monovalentni natrijevi ioni. Z DNA-jem, torej vprašanje elektrostatike DNA-ja je zelo zapleteno. Ne moram iti v detajle, ampak dejstvo, da je to cilindrična dolga molekula, pripelje do tega, da večinoma monovalentni ioni pač v raztopini kondenzirajo na površino DNA, temu se reče Manningova kondenzacija, in je, torej, efektivni naboj DNA je veliko manjši, kot bi bil seveda, če bi bila to gola molekula, brez svojega protionskega oblaka. Ampak še vedno so te sile ogromne. Moram pa reči, da elektrostatika, to sem se malo zlagal, seveda je pomembna, ampak pri teh majhnih razdaljah med molekulami DNA pa ni toliko elektrostatika, kot je bolj hidracijska sila, ki je pomembna. Torej, to je sila, ki je posledica tega, da moramo posamezne molekule vode dol z DNA-ja potegniti, da jih pripeljemo bliže. In ta je bistveno večja kot elektrostatika. To je bilo pa moje tretje vprašanje, ki si že odgovoril. Hvala lepa. Hvala. Še kakšno? Počakajte, boste dobili tole. Virusi naj bi bili sestavljeni pač z lipidne membrane, celice, z katere izhajajo. Vi ste govorili tle o nekih pač o simetrijah. Zanima me, če mogoče mi lahko poveste, kaj je v bistvu ogrodje tega, kar tvori simetrijo v samem virusu. Ker jaz si predstavljam pač te površinske proteine, ki se pač dinamično premikajo po membrani. Torej, membrana je eno, kapsida je pa drugo. Kapsida je sestavljena zgolj iz proteinov in pri bakteriofagih seveda imamo proteinsko kapsido, včasih tudi brez zunanje membrane. So seveda drugi virusi, ki imajo kapsido, pa še zunanjo membrano, na kateri, kot ste rekli, so te proteini. Ampak membrana in membranski proteini ne kažejo nobene simetrije. Te so popolnoma pač razurejeno porazdeljeni po tej membrani, po lipidni membrani. Medtem ko kapsida pa kaže simetrijo zaradi tega, ker so pač proteini se na drugačen način pakirajo. To se pravi, to je razlika. Simetrija se kaže v kapsidi, proteinski kapsidi, ne kaže se pa na membranski ovojnici. Samo nekaj, infektivnost virusa je povezana s proteini v membrani. Ja, res je. Aha, to pomeni, da pač kapsida kot taka, je tak virus infektiven? Je, seveda. To pomeni, obe obliki sta? Ne, bakteriofagi nimajo nobene membrane. Jaz kot fizik, saj tako nekako razumem te stvari. Bakteriofagi nimajo, recimo teli, T2, T7 in tako naprej, nimajo membrane. Če gledate virus gripe, to je seveda nekaj popolnoma drugega. Jaz recimo ta trenutek sodelujem z nekimi ljudmi, ki hočejo zmeriti z mikroskopom na atomsko silo strukturo virusa gripe. Če pogledate v učbenike, vidite to membrano, pa neke proteine gor, pa nekaj noter, ampak se izkaže, da to je več ali vse fantazija. To pač se misli, da je tako, čeprav eksperimenti, če jih greste gledati, niso toliko detaljni, da bi jim omogočili tako rezolucijo strukture. No in te hočejo z neko zelo špičasto konico, govorim recimo o nanometrih,
zmeriti oziroma pretipati ta virus in ugotoviti, kakšna je struktura tega, kar bi lahko bila neka kapsida znotraj tega virusa. In zaenkrat je pač rezolucija še premajhna, da bi to odkrili, ampak pač mogoče oboje. Hočem povedati to, da seveda membrana je nekaj drugega. Membrana je fluidna, fluktuira, kot vemo, in je razurejena. Medtem ko notranja kapsida je pa trdna, je v trdnem stanju, je lokalno kristalna in kaže ikozaedrično simetrijo. Zadovoljni? Še kakšno vprašanje? Prej ste omenil hot dog z virusom. Pač delam v živilsko-predelovalni industriji, pa me samo zanima, jaz bi se red še kaj več o tem prebral, če bi lahko kakšno stran povezavo povedali. To, če boste šli na internet, pa vtipkate bakteriofag v angleščini, pa FDA, Food and Drug Administration, mislim, da je to, in boste dobili vse te klipinge iz novic, kjer pač, mislim, o tem se je na veliko pisalo v Ameriki, ker nekateri ljudje so bili šokirani, da bomo zdaj viruse uporabljali, zato da se bomo proti bakterijam borili. A ni to vse škodljivo? Ampak seveda so razlike. In te razlike lahko, po moje, uporabljamo v tehnološko, zaenkrat ni nobenih indikacij, da bi bilo s tem kaj narobe. Celo več, pač mi imamo bakterijske viruse, ki natančno določene bakterije napadajo in smo lahko zelo specifični pri tem. Ta tehnologija nam to omogoča, namesto da bi uporabljali neke generične, antibiotika ali karkoli. Je tam še eno vprašanje, podpora še tam. A so virusi s tem, ko se pakira noter DNK, a so drugačni, ko nastanejo na južni ali pa na severni polobli? V smislu, če se rotirajo noter v isti smeri, glede na... Ne, to pa ne. Torej, če ste že vprašali, naj pojasnim to urbano legendo, da se vrtinci na severni pa južni polobli vrtijo v različni smeri. Verjetno ste to mislili. To se pravi, če odpremo banjo, naši polobli se v eno smer vrti, če gremo pa v Avstralijo, se pa na drugo. Prvič, eksperimentalno to ni res. Obstoja neka stran na internetu, kjer ljudje pač povejo, kako se pri njih doma vrtijo te vrtinci in več ali manj je popolnoma slučajno porazdeljeno. Drugič, če gremo gledati, kakšen je prispevek, mehanizem zadaj naj bi bil Coriolijeva sila. In če gremo gledati kvantitativno, koliko je ta prispevek, je velikost narede manjši kot vse drugo, kar nastopa v osnovni enačbi, in to je Navier-Stokesova enačba, ki opisuje gibanje take tekočine, torej prispevek Coriolijeve sile in s tem pač vrtinčenje v različno smer na obeh poloblah ne gre skupaj. To je urbana legenda, to se misli, pa ni čistko. Tam je zadaj, še eno vprašanje. Povedali ste, koliko je močen tisti molekularni motorček in povedali ste, koliko je močna stena, ampak ker se ne znajdem njih v številkah, sem hotel vprašati, kateri je pa močnejši, a bi lahko motorček nabasil toliko DNA-ja noter v tole apsido, da bi eksplodirala? Torej, hvala, zanimivo vprašanje. Pač te molekularne motorje se da, kot se temu reče, metati na finto. Da vzamemo daljšo ali pa krajšo DNA. Pri krajši DNA seveda ni problema, ker pač ima motor zadosti moči, da celo spakira v virusu. Zdaj pa, če je ta molekula daljša in naredijo pač neke mutante virusa z daljšo DNA, in ta motor pač veselo začne vrteti, vrti in na koncu začne škrtati. Bi se obrnil, pa se ne more več, ker je noter prevelik tlak in ga ne zdrži. To se pravi, pač moč tega motorja, molekularnega motorja je omejena in je projektirana natančno tako, da toliko z DNA-ja spakira, kot ga more. Če bi pa želeli, da ga več, so pa težave. Tole me je spodbudil, ne moram si pomagati, moram še nekaj vprašati. Poglejte ljudi, takole je, virusi najbrž ne morejo kar naključno vleči neke DNA kjerekoli, ampak virusi imajo točno določeno DNA noter.
Zdaj je pa seveda več možnosti, ne? Ali obstoja diskriminatorni mehanizem, ki pove, tale je dobra, tale ni dobra, pa tle bomo nehali, ne? Ali je pa to vse skupaj naključno, ne? Tok in tok fragmentov DNA je okoli, ne? In pol potegne noter, kar lahko potegne, ne? In eni bojo dobri virusi, eni bojo pa taki, ki ne bojo virusi, ne? V bistvu, ki ne bojo nič naredili, ne? Ali pa bakterijam navne. A se o tem mogoče kaj ve? Torej, po pravici povedanja je bil narejen samo tale eksperiment Bustamantega. Eden. Ne? Jaz mislim, da je toliko težko narediti ta eksperiment, da bo trajal še nekaj časa, preden bojo to začeli na različnih drugih virusih delati. Ne? Tudi tole osmotsko napenjanje, ne, oziroma izpuščanje DNA-ja v virusi, en sam eksperiment, Alex Evilović z Univerze v Lundu je naredil ta eksperiment in pač on trdi, da je to toliko zapleteno, da se upa reči, da je ta njegov sistem, ki ga ima, zadost kontroliran in stabilen, da so to res pravi eksperimentalni podatki, kaj pa kje drugje, se pa ne upa reči. Jaz sem seveda tukaj to predstavil kot neko splošno zgodbo, ki je veljavna za vse viruse in povsod, kar verjetno ni res. Ne? To velja samo za P22, pa tale ne vem kaj je, lambda. Točen, kakšni so bili detajli, kakšne DNA so v raztopini, ti pa ne znam povedati. Ampak lahko ti pa referenco pošljem, pa si pogledaš. Prosim se. Lahko poveste o kakšnih zakonitostih organizacije življenja virusa? Ali samo strukturo zajme lahko razpravljena? Jaz se moram opravičiti, veste, jaz sem fizik, ne? Jaz nisem niti virolog, niti zdravnik. Nekaj treba ena in druga vedeti, da bi lažje preučevati. Fiziki se ukvarjamo v glavnem strukturo, to razumemo. Ne? Razumemo strukturo in razumemo, kakšni so principi nastajanja te strukture in seveda kot fiziki razumemo sile, tlak in podobne stvari. Zdaj, o epidemiologiji ali pa o načinu, kako takšni virusi funkcionirajo, o živih organizmih bi vas jaz kar napotil kolegu, pa ne on odgovoril. No, ali v vsakem primeru rečemo mi ponudili pogled na homeostazo kot na stabilni medij za prenos valovnih procesov, valovanje, da vi omenjali valovanje. Ja, ampak to je seveda, jaz sem omenil valovanje, elektromagnetno valovanje v zelo specifičnem kontekstu, torej kot recimo rentgensko svetlobo, ki jo sipamo na strukturi DNA-ja, ali pa običajno svetlobo, ki jo sipljamo na strukturi raztopine. To je vse, ne, kar sem jaz rekel o valovanju. In to interakcija valovanj, svetlobnega valovanja s snovjo je pač znana, ne, in pripelje do tega sipanja valovanja na različnih molekularnih strukturah. Samo v vsakem primeru, kad ene fizikalne procese ponavljajo in enaki za vsi ene, rečemo, virusu, to je že bo zakonitosti. Virusi so pravzaprav zelo specifični. Ne? Tle mogoče ste dobili napačen vtis, da tako je za vse viruse. To ni res. Ne? Edino, kar lahko rečemo z gotovostjo, da to je res za te viruse, za katere so pogledali. Ampak množica drugih virusov, recimo tudi virus človeške imunodeficience, sem vam pokazal, da zadošča nekim drugim simetrijskim principom kot te majhni virusi. Zakaj imamo tam simetrijski zlom in imamo simetrijsko os z večjim številom heterokotnikov zgoraj kot spodaj, ni jasno. Ne? Ljudje skušajo to razložiti z različnimi elastičnimi modeli, ne? Pa spontano ukrivljenostjo, pa takimi rečmi, ampak mislim, da to zaenkrat še ne razumejo. To se pravi, obstojejo tudi sicer redko drugi simetrijski principi, ki so ravno tako pomembni za strukturo virusov, ne samo ikozaedrična pa vijačna simetrija. Hvala lepa. Tukaj si te strukture izvirajo iz predpostavke, da so te petorčki enakomerno razporejeni. To je ikozaedri. Ja, so pa lahko razporejeni poljubno. Ampak zanimivo je to, ne? Zdaj moram večkrat tehničen biti. Če gledaš elastično energijo, pa imaš elastično energijo enega 5-8 defekta, pa zraven še en drug 5-8 defekt, ugotoviš, da se odvijata. In je nekaj, čemu se reče Thomsonov problem, ne? J.J. Thomson je odkritelj elektrona in se je vprašal, kako so atomi sestavljeni iz elektronov. Ne? In je rekel, atomi to je ena taka obla, ne? In na tej obli so elektroni. In več, ko imaš teh elektronov, bolj zapletene konfiguracije na tej krogli delajo. Ampak se izkaže, ker je zanimivo, da vse te konfiguracije imajo ikozaedrično simetrijo. To se pravi, če imaš ti delce, ki se odbijajo, pa so porazdeljeni na krogli, boš vedno dobil ikozaedrično simetrijo. To se že strinja, če ima notranjost neko strukturo,
pa lahko to spremeni. Absolutno. Seveda. Ja. Še kakšno vprašanje? Če se vrnem k temu zadnjemu poskusu, kako so gledali, kako DNA leze iz virusa? Hvala, ja, zanimivo vprašanje. To pač znajo molekularni biologi, vzamejo nek encim, torej vzpostavijo osmotsko ravnovesje, vzamejo nek encim, ki menda odreže DNA natančno pri portalnem motorju in potem zmerijo, koliko je koncentracija te DNA, ki je ostala v raztopini. In iz koncentracije virusov in koncentracije te DNA se da zračunati točno, koliko je virusov in koliko je pogledali ven. Ni preprosto, vsekakor, ni preprosto. Jaz imam še eno preprosto vprašanje. Eno je pakiranje v to ikozoidično strukturo, drugo se je pa helikoidalna. Ampak zakaj helikoidalna? Jaz imam lahko tepih heksagone, pa ga lahko zvijem normalno, pa nič heliksa. Res je, ampak to je pač, ona dva sta tako razmišljala. Ti moraš nekak DNA oziroma kakršnokoli nukleinsko kislino imaš, jo moraš zaščititi. Nekje mora biti znotraj. In zaščitena z nekim slojem proteinov. To je še najboljše. In če jo boš imel seveda na tepihu, ne bo, ker bo pač na vrh tepiha, proteini bojo pa spodaj. Ne, ampak ti si tepih zmeraj po stran zvijal, ne? Dobiš heliks. Tudi, absolutno, tam je pač tisti kot nič. Tudi to je možno. Še kakšno vprašanje? Če ne, bi se zahvalili. V redu.